S preučevanjem slik in kipov iz različnih obdobij, ki so našli dom v Narodni galeriji, učenci raziskujejo in doživljajo kulturno raznolikost. Vsak umetnost doživlja na svoj način, kar je rdeča nit mednarodnega druženja. I really love this gallery. A lot of paintings and we can see different ages from the history. Lepo je, da je poudarek na slovenskih slikarjih, ne pa na tujih. Univerzalni jezik učencev je za teden dni postala angleščina. Učenci gostujočih šol bivajo pri družinah Bršljinčanov, čez dan pa skupaj spoznavajo našo deželo ter novomeške umetnike in kulturnike. Najprej smo dobili od njih maile, potem smo si povedali socialne medije, ker se tam lažje pogovarjati. Potem smo zvedeli stvari o njih, kakšni so, kaj imajo radi. In smo se zmenili že veliko stvari, kaj bomo delali ta teden. Se je bilo na začetku tako malo bolj težje ujeti, ampak potem pa je po ta prvem dnevu se pa ta let prebil in zdaj se zelo dobro razumemo. Slovenia is a very beautiful country. It's small but have a lot of place I'd like to visit. Planica, Postojna jama. I think it's beautiful. People are open, they're honest, they talk a lot. The place that I live in Portugal, we don't have snow, so it's different for me. Vrhunec srečanja bo današnja noč poezije, na kateri bodo mladi na različnih delavnicah ustvarjali in interpretirali poezijo. Noč pa bodo preživeli kar v šoli. Bomo imeli poezijo v temi na fasadi šole, kjer se bodo predvajale različne pesmi in jih bomo tudi prebrali. V okviru projekta se bodo učenci osnovne šole Bršljin oktobra odpravili na Poljsko, v prihodnjem letu pa še na Portugalsko.